Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Eva Boto, dobrodošla nocoj na Gorenjskem na Zvezdah na snegu v občini Gorje. Hvala lepa, z veseljem. Moram povedati, en res velik hvala za tako lep sprejem. Krasna publika je danes v tem današnjem večeru in jaz res upam, da nisem prvič pa zadnjič tule, ampak da se še vidimo. Prav gotovo, da niste zadnjič na Gorenjskem, saj ste bili v letu 2025 tudi v Kranjski Gori in tudi tam vas je publika navdušila. Ja, moram povedati, v Kranjski Gori smo bili zdaj decembra, smo imeli koncert v Alpski vasici in moram povedati, da je res bilo prekrasno, čudovito vzdušje in jaz se vedno rada vračam na Gorenjsko in res je lepo tukaj, no. Ste čudovita vokalistka, zaslovela pa ste na prireditvi Znan obraz ima svoj glas in sicer z pesmijo Tam, kjer murke cveto. Čisto drugi žaran glasbe, kot jo sedaj izvajate. Ja, seveda, čeprav moram povedati, da jaz sem zelo rada vse zvrsti glasbe in tudi moramo biti kot Slovenci zelo ponosni na našo narodno zabavno glasbo, na naše pesmi, na naš slovenski jezik in jaz v tem ne vidim nič slabega, ampak samo jaz vedno pravim, da to je ta ljubezen do glasbe, ki jo moramo širiti med ljudi in to je najbolj važno. Moram pa reči, da ste nocoj zelo dobro imitirali Heleno Blagne in Nedo Ukraden. Ja, to sicer vedno ponavadi naredim malo tudi za šalo, da se malo ljudje nasmejo, da malo dobijo vpogled v to, kako je tudi bilo v oddaji takrat, ko smo jo delali in se mi zdi, da so uživali, no. In kakšen žaren glasbe najraje izvajate? Mislim, vseeno, sicer primarno seveda izvajam pop glasbo, tudi z bendom seveda ustvarjamo pop glasbo in jo tudi na koncertih izvajamo, tako da to najbolj nekako se v tem vidim najbolj domače oziroma najbolj jaz. In koliko let ste že na sceni? Ja, zdaj letos bo pa že kar 13. leto. Kar 13 let, ker začela sem takrat z misijo Eurovizijo, oddajo, ki so me poslali potem na Eurovizijo pri 16 letih in sem zastopala Slovenijo pri svoji najmlajša v bistvu predstavnica Slovenije na Euroviziji s pesmijo Verjamem in od takrat naprej nekako sem dobila vstopenco v ta glasbeni svet in evo še danes vztrajam in delam in zelo je lepo, da lahko delim ljubezen do glasbe z publiko, ne. In se radi spominjate Eurovizije? Ja, seveda, jaz sem tudi velika oboževalka tele Eurovizije, pa moram povedati, da sem si to tudi zmeri želela nastopati tam. Že kot otrok, to so bile moje otroške sanje in se prav spomnim, eno leto predtem smo z mamo gledali finale, ker je Maja Kelc nastopala, pa sem jaz mami rekla, veš kaj mama, jaz bom pa naslednje leto stala na tistem modru. Se spomnim tih vaših besed. Ja, in je rekla, kako ti hočeš, da me nekap trofi. Ampak hvala Bogu, z mamo je vse v redu, jaz sem pa naslednje leto rešila na Eurovizijo, ne. In začeli pa ste pisati sama tudi pesmi in koliko pesmi ste že napisala? V bistvu je lansko leto tako prelomno leto, bom rekla zame, ker sem v celoti začela pisati sama zase pesmi in prva izmed teh je bila tudi ena, ki sem jo dan zapela, to je Za naju, ki je bila napisana za mojo zelo dobro prijateljico, ko se je lani poročila. In od takrat naprej nekako se vse je to odprlo in delam že v bistvu na albumu, ki bo išel pa verjetno v začetku naslednjega leta. Hvala lepa, da ste se odzvala meni za ta pogovor, za našo televizijo, uspešno pot naprej in da se ponovno srečamo na kakšnem koncertu. Najlepša hvala in vse dobro vsem vam.